No, mi smo se svojega zelenega deficita zavedali, ko smo začeli pisati program in se odločili za sodelovanje z stranko ekoloških gibanj, z njihovimi ljudmi in z njihovimi znanji, zlasti pa z njihovimi zahtevami do programskih vsebin v politiki socialnih demokratov, smo pridobili tisto razsežnost, ki je prej nismo imeli, to je ekološko razsežnost. Jaz sem danes našim sogovornikom dejal, da je ta sestanek koristen, ker spodbuja vse politične stranke v predvolilni kampanji, da tej temi posvetijo večjo pozornost, kot se je to dogajalo pred 4 ali 8 leti, ampak dogovorili smo se, da se z njimi sestanemo takoj potem, ko nam bi utegnili volivci na naslednjih volitvah zaupati mandat. Takrat bi bilo mogoče potem z rednimi letnimi sestanki ugotavljati, ali stranka, ki je dobila mandat volivcev, tudi zato, ker je trajnostni razvoj tako izpostavila v svojem programu, cilje, tudi njihove akcije uresničuje ali ne. Mislim, da je to dogovor, ki je no, to je eno, ampak drugo, konkretno recimo. Imate kakšno vizijo, kaj bi se dalo v Sloveniji narediti za zaezitev te komisije? Seveda, recimo najprej, seveda. Glejte, na eni strani ugotavljamo, da je problem, strateški problem Slovenije ta, da je naša oskrba z energijo preveč odvisna od tujine in razmišljamo o ukrepih, s katerimi bi povečali suverenost pri domači oskrbi z energijo. Po drugi strani se zavedamo, da moramo, če želimo uveljaviti cilje, o katerih smo se danes pogovarjali, zmanjšati porabo energije. To lahko naredimo tako v industriji, kot tudi v, recimo temu, v zasebnem življenju. Niso vsi ukrepi taki, da bi jih ljudje takoj pozdravili, zato bo potrebna ena velika demokratična razprava o tem, zakaj je potrebno spremeniti do neke mere tudi naš življenjski stil, zato da bi lahko dosegli te cilje. Gre recimo za obdavčitev avtomobilov, ki so veliki in potratni pri emisiji. Gre za to, da se poskuša omejiti promet z vozili v mestnih jedrih. Gre za to, da se tovornjakarski promet preusmeri na železnice, ampak na železnice ga bomo lahko preusmerili, če bomo imeli v Sloveniji končno tudi moderno železniško infrastrukturo. To pomeni približno 8 milijardno investicijo v evrih v modernizacijo železniškega prometa, kar je naš namen, preusmeriti s tem tovornjake iz avtocest, ki so preobremenjene, na železnice. Ne gre samo za tovorni železniški promet, gre tudi za potniški železniški promet, ker želimo, da se na ta način razbremeni uhajanje emisij v ozračje z izpušnih plinov osebnih avtomobilov in avtobusov. Skratka, gre za niz ukrepov, ki jih imamo v programu, s katerimi želimo zasledovati cilje, ki niso pomembni samo za to generacijo, ampak, kot postaja očitno, za generacijo naših otrok. In ker se zavedamo te odgovornosti ne samo za sedanjo, ampak za prihajajočo generacijo, pozdravljamo to akcijo, ki želi sicer zelo ambicioznim ciljem, 4% znižanjem emisij na leto v naslednjih 20 letih pripeljati meje rasti v, recimo temu, znosne meje, ki bodo zagotavljale tudi prihodnjim generacijam življenje v nekem zelenem in lepem okolju. Kaj pa ozaveščenost Slovencev? Kaj boste pa tukaj, rečemo, kot stranka največ pripomogli, oziroma kakšni so konkretni ukrepi? Ker ozaveščanje ljudi, da je to problem, je verjetno v Sloveniji verjetno težje kot pa naprimer v Evropski uniji. Gotovo. Kot rečeno, eden izmed nujnih ukrepov je, da se zavemo, da je sicer globalno segrevanje globalen problem in da ga ena država ne more rešiti, ampak da tudi ta država prevzema svoj del soodgovornosti za to, da ga na globalni ravni rešujemo. In da je zato pomembna seveda neka nacionalna politika trajnostnega razvoja, da pa lahko k temu prispeva tudi vsak posameznik. Mi že imamo nekatere akcije, ki bi bilo treba samo še veliko bolj poudariti,
zato da vsak posameznik prispeva k temu, da se dosegajo cilji, o katerih smo danes govorili. Ali podpirate Boscarolovo domačo elektrarno na sončno energijo? Mi smo se danes pogovarjali o alternativnih verih, ugotavljali, da Slovenija možnosti za to ima, da je potrebno voditi eno široko javno razpravo o njih. Jaz sem med drugim povedal, da se mi zdi kot ena izmed prioritet Slovenije zmanjšati deficit v naši oskrbi z energijo iz tujine. Mi moramo povečati suverenost oskrbe z energijo in hrano, zato da bomo lažje krmarili v teh globalnih nihanjih z zvišanji cen in energentov in hrane, zato da bi lažje stabilizirali domače povpraševanje in cene. Pogovarjali smo se o sončni energiji, o vetrnih elektrarnah, pogovarjali smo se nenazadnje, to sem povedal takoj na začetku, tudi o naši želji, da se odpre demokratična razprava, široka javna razprava v Sloveniji, zelo kmalu po naslednjih volitvah, o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. To je razprava, ki slovensko javnost deli, to je popolnoma jasno. Treba je pred sleherno odločitvijo o tem zelo pomembnem objektu zelo jasno predstaviti javnosti koristi in eventuelna tveganja takega projekta in verjetno na koncu, na referendumu, dobiti soglasje za tako pomembno investicijo, kot bi bila investicija v drugi blok jedrske elektrarne v Krškem. Vemo pa, da je seveda slovenska javnost glede tega razdeljena, da imajo glede tega tudi ne samo slovenska, ampak tudi evropska ekološka gibanja, ker sem jaz evropski poslanec, različna mnenja. Treba je preučiti tudi vsa druga mnenja o možnosti izbire vetrnih elektrarn, električne energije in drugih. Vsekakor ta akcija danes pripomore k temu, da se politika bolj zaveda svoje odgovornosti za to, da drži besedo glede trajnostnega razvoja. Vaše zadovoljstvo ali nezadovoljstvo na lestvici, ki ga je izvedel Fokus glede programov o tem razvoju oziroma ekologiji, vi ste na nekako tretjem mestu po dobrem programu? Jaz mislim, da je treba meriti stvari z rezultati. Jaz sem rekel, da ima naš pogovor verjetno smisel po volitvah. Ni brez smisla zdaj, ker senzibilizira politično kampanjo za ta vprašanja, ampak zato, da bi se potem dejansko ugotovilo, smo napredovali ali ne v skladu s pričakovanji naših gostov, pa bi se srečali potem, ko bomo dobili, upam, da bomo dobili mandat za vodenje države. Takrat bo bistveno, kaj bomo storili. Ne? In naš program se bo gotovo še dopolnjeval. Ne? Tukaj želimo narediti nek presežek v zeleni politiki od preteklosti nazadnje, zato smo se odločili, da gremo stranko ekoloških gibanj na volitve spet. Ok? Me veselilo? Najlepša hvala za sprejem. Tako se imejte. Ja, enako. Srečno. Bravo. Ja, naslednje nekaj tudi. Ne, vse imamo voziček, če to